torej iz literarne zgodovine in sem pripravila zgodovinske zgodbe, ki se skrivajo v knjigah. Pregled besedil je pokazal, da jih je kar precej, vendar pa te zgodovinske zgodbe lahko delimo v več podtipov in vsak od njih nosi seveda tudi neke svoje značilnosti. Nekatera so popolnoma realistična besedila, druga sodijo med realno književnostjo in fantastiko in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na mitologijo in zato je pri večini zgodb skoraj da nemogoče natančno določiti realni zgodovinski čas glede na letnico, lažje je glede na neko obdobje in je torej večinoma v knjigah podan bistveno širše. Vsekakor pa gre v mladinski književnosti večinoma bolj za uporabo zgodovinskih motivov ali za uporabo zgodovinskih motivnih drobcev, bi si celo upala trditi, kakor pa, da bi bil to žanr, kakor je recimo v zgodovinskem romanu za odrasle. Čeprav si vendarle lahko v osnovi pomagamo z nekaterimi definicijami, ki opredeljujejo predvsem zgodovinski roman. Torej, realistične zgodbe, ki imajo v osnovi neka vse osnovna zgodovinska dejstva, so tista, ki jih delimo po literarni teoriji v dve skrajnosti. Citiram Silvo Trdina: prehod od subjektivnega do mišljijskega slikanja k objektivni resničnosti je to. Zgodovinski roman je lahko zasnovan na dva načina, ali prikaže življenje izmišljene osebe v neki določeni zgodovinski dobi, ali pa niza okrog zgodovinskih oseb zgodovinsko neizpričane dogodke. Vsekakor je posebej potrebno poudariti, da slovenski zgodovinski roman, pa tudi vse druge, nekako delimo v tri velike skupine. Zgodovinsko-biografski roman, zgodovinsko-filozofski roman ter zgodovinsko-socialni roman. In definitivno dejstvo je, da v mladinski literaturi prva dva skoraj da ne obstajata, tako da so vse zgodbe, ki bi šle v to prvo skupino, predstavljene, ne predstavljene, ampak zapisane na način zgodovinsko-socialnega romana ali srednje dolge proze. Memoari so še ena reč, ki se jih zgodovina zagotovo dotika, torej memoar ali spomin, vendarle je pa dejstvo, da memoarska proza ne more biti zgodovinska, kajti po značilnostih literarne zgodovine v zgodovinska literarna dela prištevamo tista, ko je delo nastalo več kot 60 let po nastanku. Ne po nastanku, delo ni nastalo 60 let po nastanku. 60 let po dogodku, se opravičujem. Torej, v tej prvi skupini literarnih del, ki so našteti, ki so našteta, dela sem pa naštevala ne po nastanku, torej, ko so dela izšla, ampak potem, kateri del zgodovine upoštevajo. Seveda, najstarejše delo je delo Janeza Jana Bobri, v treh delih Sam, Rod in Vrh. Posebej bi pa opozorila na Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem, ker se mi zdi zelo pomemben iz tega stališča, ker je to prvi slovenski mladinski zgodovinski roman iz leta 1912, že prej pa je izhajal v Domu in svetu. Morebiti
ne more biti, ampak dejstvo je, da je največ zgodovinskih romanov tega prvega tipa, tistih, ki se dotikajo in opisujejo drugo svetovno vojno. Med njimi so seveda najpretresljivejše zgodbe o holokaustu. Še posebej bi opozorila na roman Mirjam Steiner, Vojak z zlatimi gumbi, ki opisuje 6-letno slovensko deklico, judovsko deklico Bibi, ki jo peljejo v Auschwitz. In o tem, kako pretresljivo se otroci pogovarjajo, ko jih peljejo, zakaj imajo zvezde in kaj te zvezde pomenijo. Oni pravzaprav ne vejo, kaj je zdaj z njimi narobe, da so tam v vagonu, na vlaku, sami, brez staršev in potem ugotovijo, da so najbrž zaradi zvezd. Potem pa en pove, da grejo pa zdaj v Auschwitz. Pa noben ne ve, kaj to je, ampak kraj ima vsaj ime in se jim zdi, da če ima kraj ime, da potem ne more biti kaj slabega. Deklica sicer na koncu preživi, ampak to za njo pusti neizbrisen pečat in posledice. V drugi tip realistične mladinske proze bi sodila tista besedila, ki imajo, torej zgodovinski drobec za izhodišče besedila, v osnovi pa sodijo nekam drugam. To so vendarle bistveno lahkotnejša dela, kakor tista prva skupina, večinoma sodijo v tip avanturistične proze, torej skupina otrok se odloči, da bodo raziskali en del zgodovine ali pa padajo nenamerno v neko situacijo in razrešujejo, raziskujejo del zgodovine. Kakor na primer v 2 delih se pojavlja vitez Erazem, potem o potopljeni galeji, kaj izvemo, pozabljeni zaklad Ivana Sivca, recimo o vojni, kako so bili 1813. leta Francozi na naših tleh in spet otroci to raziskujejo. Morebiti najzabavnejši roman, ki sodi v ta del, pa je delo Janje Vidmar-Pink, ki pa ima zanimivo glede na druga besedila zelo natančno določen zgodovinski okvir. Roman se začne 29. novembra 1969, ko je glavni lik Janca Vidmar stara 7 let in bo sprejeta v Zvezo pionirjev Jugoslavije in se konča 4. maja 1980, ko umre Josip Broz Tito. V ta zgodovinski okvir pa Janja Vidmar vplete, kako smo hodili v Jugoslaviji po čokolade in po kavbojke v Avstrijo, česa vse nismo imeli, kako smo se vozili na par in ne par in vse druge stvari, za katere sem prepričana, da se jih še spomnite, ki so lahko smešni zdaj, ko so že davno mimo, na drugi strani je pa seveda njena zelo intimna zgodba odraščanja, ki je pa, kot pravim, jo povezuje ta socialistični okvir. V tretji tip mladinske proze bi sodila tista besedila, ki imajo primesi fantastike. To se pravi, gre za nek prehod iz realnega v fantastični svet in spet nazaj. Recimo v delu Bine Štampe-Žmavc 3 zvezdice za celjske kneze, ta se mi zdi posebej imenitna. Po srednjem veku potuje baronica Van Hofen z Marelo. Marela se zatakne v srednjem veku, tja pa skozi računalnik priletita tudi otroka Katarina in Urh, potem skupaj urejajo zgodovino. Aha, to sem še pozabila povedati, baronica Van Hofen skrbi za poštirkano zgodovino, torej vse, kar je slabega, kar zbriše oziroma pomete. Reče ji
tudi spolirana zgodovina, no na koncu se pa vendarle spoprijateljijo in baronica pomaga otrokoma, da se skozi čarovnalnik vrneta nazaj v sodobni čas. Posebej bi opozorila še na delo Neli Kodrič-Filipič na drugi strani, ki pa govori o času Prve svetovne vojne in o tem, kako deček, samo malo, ko sem pozabila, kako mu je ime, kako, pa ne vem, glavni lik, skratka, najstnik, 13-letnik, v svoji domišljiji oziroma po poškodbi glave, pravzaprav v svoji glavi izmenjuje realni in fantastični svet in v tem fantastičnem svetu spozna življenje svojega deda v času Prve svetovne vojne. Bi pa to se opravičila, ker nisem posebej napisala, na tem mestu bi se rada zahvalila kolegici in vsem knjižničarjem, ki so pomagali pripraviti vse te lepe knjige, da jih lahko pogledate. Pozabila sem pa zraven napisati pri delu Peter Klepec, Franceta Bevka, ker obstajata dve varianti in je tukaj zdaj nastavljena napačna, to je pravljica, ki nima nobene veze z zgodovino, obstaja pa še bistveno daljša varianta, prav tako z naslovom Peter Klepec, ki je pa pripovedka. Torej, naslednja vrsta besedil so tiste zgodovinske zgodbe, ki so jih slovenski avtorji pisali o tuji zgodovini in sicer bi na tem mestu posebej izpostavila delo Mini Malenšek tekom vseh, ki govori o zadnjem, tudi podnaslovje Indijanska kronika, opisuje pa zadnje boje severnoameriških indijancev za lastno zemljo. Tekom vseh želi združiti plemena, ki propadajo zaradi pijančevanja in prodaje zemlje belcem, vendar se to ne zgodi. General William Henry Harrison, poznejši 9. predsednik ZDA, premaga Indijance in v tej bitki tekom vseh tudi umre. Stališča mladinske literature je morebiti še zanimivejše delo Modrost starodavnega Anka Aksinije Kermauner, ki je pa fantastična pripoved, ki vsebuje dve ravni besedila. Na eni strani zgodovinska dejstva o razvoju pisav, papirja, tiska ter fantastično, avanturistično potovanje otrok. Ko se tega starodavnega Anka vsi naenkrat dotaknejo, pridejo, ne vem, 20.000 let pred naše štetje in potem ugotavljajo, da tam imajo že popisane in porisane bolj ali manj svoja bivališča, potem pridejo na Kitajsko, kjer izumijo papir, pridejo v Roseto, kjer so pač tiste tri vrste pisav, ki pozneje človeštvu omogočijo, da lahko beremo danes stare egipčanske zapise in podobno. To se pravi, vsa dejstva povezana s pisavo, s knjigami, se pa zgodba konča leta 1984, ko dobimo prve računalnike za širšo rabo, torej ko se spremeni Gutenbergov svet v povsem drugo, novo galaksijo. Naslednja skupina so torej miti, kjer bi posebej izpostavila delo Junaki z ladje Argo, ilustratorja Damjana Stepančiča imamo tukaj, delo pa je napisala Gaja Kos. Zanimivo je to, da avtorica tu ni ohranila
ohranjala neke distance ali celofanizirala zgodbe. Zgodba je precej kruta in temu primerno tudi precej krvavo ilustrirana. Ja, je, kar pogledajte, se si dala kiso okrog, ne. Je pa zanimivo recimo to, da je pred davnimi leti že Jože Rode napisal eno zgodbo, Argonautki, ki pa že po naslovu asociira na ta mit. V bistvu pa gre za eno zelo simpatično avanturistično zgodbo, ki mit oziroma drobce tega mita samo izkorišča, da je zgodba zanimivejša. Namreč ljubljanski otroci se odločijo, da bodo šli po sledeh argonautov tukaj in seveda potem se jim morajo dogajati malo strašne in malo vesele stvari, da je zgodba napeta in zanimiva. Posebej bi izpostavila tudi vse zbirke priredb Marjana Kovačiča Beltrama, ki se mi zdijo zelo kakovostne in zajemajo tako iz mitologije, kakor pa opisujejo pa tudi nekatera realistične, realne osebe, okrog katerih so zbrane zgodbe, ki bi jih lahko imenovali povedke. Povedke kot posebna književna vrsta, v kateri mora biti ena stvar resnična, torej ali je resničen prostor, ali je resničen čas, ali pa literarni lik. Vse ostalo je pa izmišljeno, torej iz pravljične tradicije. So zelo dobre zgodbe namenjene mlajšim otrokom, pa bi rekla, da pravzaprav lahko pa uživamo v njih tudi odrasli. Tukaj sem navedla samo nekatere primere, zagotovo je pa ena takih najlepših zgodb Fant z rdečo kapico, avtorska slikanica Andreje Peklar, ki nas spominja na nekaj, s čimer imamo vsak dan opravka, pa sploh ne vemo. Namreč Andreja Peklar je v tej svoji knjigi upodobila in opisala zgodbo Situle iz Vač. Nenazadnje je Situla zelo velika kulturna dobrina Slovencev, saj jo imamo kot protokolarno darilo, imamo jo na naših osebnih izkaznicah, imamo jo v potnih listih in je tudi temeljni znak Narodnega muzeja. Če dovoliš, ker imamo tukaj Damjana med sabo, med nami zdravljica, jo tudi prinesejo, ne? Situlo kot simbol, če smo dopolniti. Ja, seveda. Ja. In zadnja varianta pa je, da kadar gre za realne osebe, oziroma torej zgodba, kjer je oseba realna, torej so še vedno pripovedke ali povedke in jih imate spet nekaj navedenih, v njih se pa, tu jih je res samo nekaj, temeljna, ki sem jo pa hotela tukaj omeniti, pa me kolegica že prej dopolnjevala, pa je seveda zdravljica Damjana Stepančiča, ki je narejena prav na ta način, da zgodovinske osebnosti, torej osebe, pomembne za slovensko zgodovino, kulturno zgodovino, predstavi skozi našo himno. In za sklep menim, da imamo, kar se tiče mladinskih knjig, v katerih se odvijajo zgodovinske zgodbe ali pa se ti zgodovinski motivni drobci pojavljajo in razvijajo svojo
večinoma avanturistično zgodbo, res precej, in da so te kakovostno branje za otroke in mladostnike. Zato sem prav posebej vesela, da je na pobudo Pionirske centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, slovenske sekcije IBI, Društva Bralna značka Slovenije ZPMS, nastala pobuda, da bodo otroci za bralno značko, jim bomo še bolj ponujali zgodovinske zgodbe, zdaj v naslednjem šolskem letu, in da bo tudi Cankarjevo tekmovanje v naslednjem šolskem letu namenjeno zgodovini v zgodbah. Hvala lepa.